V Bistriškem gradu so minuli četrtek pripravili predavanje z naslovom Žrtve Auschwitza z območja Slovenske Bistrice in Maribora. Predaval je Boris Hajdinjak, ki je predstavil usode slovenskih žrtev Auschwitza z območja Slovenske Bistrice in Maribora. Poseben poudarek je namenil tistim, ki so povezani z delovanjem pohorskega bataljona. Torej, v pohorskem bataljonu je bilo 2/3 ljudi mlajših od 25 let, 10% jih je bilo tako mladoletnikov, 3 bratje Šarcov pa niso bili edini, in pa več kot 10% je bilo žensk. Ta sestava vam kaže na to, da je pač to neka situacija bila, ki so ljudje, otroci, ženske začeli sprejemati vloge, funkcije, ki niso bile običajne takrat, in Bog ne da bi še kadarkoli. Torej neka moška zadeva, kot je vojskovanje, v tej situaciji postala nekaj, kar nikoga ne prešpara. Zdaj, kar se pa same krajevne sestave tiče, torej zelo velik odstotek je bil pravzaprav niti podrazno ne s Pohorja. Že premenjeni komisar je bil iz Zasavja, potem druga velika skupina borcev, 15, je bila torej iz Zasavja, potem še celo več borcev, skoraj 20 je bilo iz Spodnje Savinjske doline, konkretno, to spet ni Pohorje. Do tega, da je torej bilo vsaj 25 borcev iz območja Ljubljane. Sama enota je nastala šele potem, ko je po sicer mukotrpnem in zelo nevarnem in zelo težkem pohodu druga grupa odredov se prebila iz Dolenjske, kjer je 1942 spomladi bilo razmah partizanskega gibanja, po ovinku čez Gorenjsko, čez Karavanke na Štajersko. In zaradi tega ne smete biti presenečeni, da tisti, ki ste ga sigurno bili preživeli zadnji, ko je bil Kulaver, on ni Štajersk, nima Pohorja veze, on je z Ljubljane. To je tudi vzrok, zakaj pač upam, da bo zdaj predavanje pohorskem razredu v Ljubljani, ker je to četrtina bataljona bila iz Ljubljane. In pa še ena, ker se nismo še uspeli zmeniti, ampak bi rada, bi tudi bilo, je ravno Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, kjer je bilo torej spet skoraj 15% borcev, recimo. Ampak to vam tudi kaže na to, da je partizanov so 42 leta na Štajerskem bilo tako malo, da pustimo zdaj to, da bataljon ni bil bataljon 100 borcev, to pomeni vaški lokaljezni bataljon. Bili so zdaj načete pa ženski vod, ampak to ni velika številka. In še ti, ki so bili, sploh niso bili si Štajerci. Take so bile razmere, tako hudo, tako težko je bilo biti partizan, so 42 leta na Štajerskem, nič na Gorenjskem, kaj še na Dolenjskem se ne more prenesti s tem. In tudi zaradi tega zdaj razumemo, zakaj je to pravzaprav tako izjemno, ker 4 mesecih delovanja, tako sem rekel, zdaj ne morate biti neke strašne velike stvari narediti in tudi velik del tega so tako potem bili prizorišče, ker je tako izjemno.